uslugar, ki bi se ukvarjal z vašimi idejami in težavami. Zaupajte jih elektroniki. Seveda se naj to zgodi po daljšem pisku in nikar ne skrbite. Jutri bo bolje. Jaz sem odklopljen, kaj pa ti? Preveri stanje, z nami si. Učlani se med odklopljene. Lepega dne se takole peljem in poslušam intervju z nekim dr. Zajcem, ki je terenski zdravnik v odročnih krajih okoli Kočevja. Pravijo tudi strgani, odklopljeni doktor. Poglejte, dr. Veselko vodi oddajo Odklop. Vam pravijo odtrgani, odklopljeni. Bi lahko našli kakšno povezavo tu? Ja, če bi iskal, bi že kaj najdel. Dobro, če je on igralec, recimo, sem jaz tudi kakšne druge stvari že delal, gotovo je kar uspešno, se človek ne ve, sploh ne, kje bo najbolj uspel ali pa kje bo drugim največ pomagal, ne. Halo? Ja? Aj, to je RGL, Radio Glas Ljubljane. Ja, s Črtom Kanonijem bi rad govoril. Borut Veselko. A, ti si živijo. Ti, daj mi hiter, a imaš še tega doktorja tam? A ne? Ej, a mi lahko daš njegov naslov? Aha, ja, odklop, jasno. S takim človekom je treba odklop narediti. Ja, okej. Dobre, hvala, živijo. Uj, živijo. Grejo. Doktor Zajc je bil takoj zato, da dobi vajenca, pripravnika. Predvsem ga je zanimalo, če imam te prave šole in sprejemni izpit je bil narejen. Dobar dan. Dobar dan. Doktor Zajca iščem. Doktor Zajca? Ja, je. Kar stopite naprej. Medicinski sestri ni bilo čisto jasno, zakaj sem prišel. Ja, izbral sem ga, ampak tamle. Tamle, jaz sem še zdravstveno, če mi date. Ni zdravstveno, ne tudi naravno, ne, sam snemam. To ste že zmenila, ne? Kar naprej naravno. Hvala. Dan. Dobar dan. Doktor Zajca iščem. Ja, kar slište se tamle. Mečkim moment. Ja, v redu, bomo prišli, saj vemo kje. Saj ne gremo prvičke, ja, bomo prišli, gospa, z rešilnem, ja. Dan, a sledi doktor Zajca? Ja, ja. Borut Veselko, živijo. O, živijo. Vi ste nekje po telefonu klicali, za odklop? Ja, snemat smo prišli, ja. Ja, v redu, pol pa dejte tamle obeste, pa belo haljo, če boste dal gor. Se ne vem, če niste prevelik za tole številko, to je največja. To je največja, takole. No, vse znate pa že zapet, če ste fakulteto končal, ne? Ja, sem končal, sem diplomiral pa. Strokovni spit imam tudi. Smo urejena, ne? Dobar, pa bomo pa kar šla zdale, ne? Vse so že ravnkar klicali. A ja, sem pa dela? Ja, bova šla, boste videl kam, sej to za vas ni važno zdaj. Celo noč sem bil dežurn, ne? A ja? Ja, sem še mal matast. Ja, pa imate prostega dneva drug dan? Ja, kar naprej, sej, to kar naprej, ne? Kaj bo, opremo? A pa to je zdravil, rabo? Ja, ko si pa mislil, a veš, koliko jih jedo? No, to je pa lada niva, ne? Tega gor, viš, ne sem zdravila. Tudi tole je dober sabo imeti. Kruh, hrano? Ja. Tol časa si na terenu, da Ja, kaj pa veš, koliko časa si? Tle sneg zapade, pa 3 dni nam priješ in kamer. Tako.
Ti, ko pa voziti znaš? Znam. Ja, pa ni problem, bo boš šel pa jaz desno, pa ti levo. A prav? Prav. No, dobro je. Te pa lo gremo. Doktor se je kar naprej vtikal v mojo vožnjo in govoril, kako naj vozim. Ni mi bilo jasno, zakaj. Ulica skozi Kočevje, a ne, tam bošmo pa še enkrat cesto s prednostjo. Pa že nazaj, gledaj, koga se vzad dogaja. Ti, kako si pa ti pravzaprav sploh na medicino prišel? Kako si ti to odločil? Znaš, veš kaj, brat je na medicini bil že pred mano. Ja. Tako da je bilo že nekaj kolegov tam, jaz sem bolj len človek, pa se mi zdelo, da bo to najlažje narediti, veš. Ja, kar po njegovih Zapiske sem imel na razpolago, starejši kolege, veš. Ja. V Pajzlu sem študiral. A tudi to? Ja. A A ti si tudi v Pajzlu še? Ja, rad smo kje prihajali, ne, tam smo imeli v glavnem sestanke. Kako si pa ti študiral? Ja, ko, veš kaj, na klasično sem hodil, pa nas je 5 sošolcev kar naprej hodili skrb smučati pa tekmovati. Potem jih je pa 4 so se za medicino odločili, jaz sem mislil, da šel na ekonomijo, ne. Ampak potem sem šel raj zaradi njih, da bomo skupaj, pa tudi jaz na medicino. Lega, mojega pacijenta. Živijo, to je gor z Osilnice, to so tudi moji pacijenti, lej. Jo, tata stari je hud. Kako si pa študiral, kaj? Ja, ko sem študiral, pol sem pa smučil v glavnem, pol je bilo pa treba tudi enkrat doštudirati, pa sem se odločil, sem kar v enem leti 13 izpitov ruknil. Ker tako se najhitreje konča, veš. Ja, kako, 13 izpitov ruknil ali naredil? Ne, naredil. A ja, 13 izpitov? 13 v enem letu. Ampak na Pafi sem pa hodil, vsakih 7 let sem prišel, a ne. Ja, greš tam. Le faccia neandertale, cornuto, ma che fai tu? Stop. Ups. A vidiš, kola, kada jaz pridem tlele v Kočevje, ta prvi se pelem in tistega stenčasa so smrtice. No, se jih vidiš, tamle, lej, dveh ni več. No, pol pa malo poprašam, kdo bi to bil, če zvem, če ne, pa kaj čem. To je tako zvez za stanje svojih pacijentov. Ja, ne sem svojih, se nas je 13 zdravnikov tle, a ne, nisem sam jaz za vse kriv. Kaj greva zdaj? Ja, zdaj greva k Romom, ki se je en pri delu poškodoval, a ne? Rom, cigan, pri delu? Ne, zame so sam Romi, ni ciganov. Pri delu, ko misliš, en so tudi priden. Ja, ampak v Franciji pa sami se rečejo cigan. Desno greva. Kako, priden dejnom, to je štops. Oja, priden, brez skrbi. In tudi pošten, mene je ciganka prišla bosa z otrokom in mi je ta mal ciganček, je ne 4 leta star, mi grede tisti otoskop, jaz niti nisem vedel, da me ga je plunil. A je plunil? Plunil ga je, jasno. In drug dan, razumeš, pride ciganka bosa po zim in prinese tisti nazaj. To mi je ben drug nep naredil. Vidiš, tako da imajo v Romih, ne vem kdo, ne, jaz jih poznam, ne. A veš, no, so tudi pridni in pošteni. Zelo pa spoštujejo zdravnika. Na avto odpadu je enemu Romu padlo železo na nogo in z doktor Zajcem svojo imobiliziral. Samo je padlo na nogo. Ja, opornice prinesem, a? Ja, dej. Boli me. A ne bo nič, kaj? Obstajala je resna nevarnost, da je zlomljena. To, da te boli. Še vsaj ga je bolel. Gospod zdravnika, je mogoče slomljena? Bomo videli, bomo dali na rentgen, bomo videli. No, v glavnem, zdaj ga lepo počas odneste v tisti kombi, pa ga pripeljete v zdravstveni dom, naprej bomo pa že tam naredili. Vejo, kaj imajo za narediti. Boli me. No ja, vse te bo nehal, ne? Še vsaj ga je nehal bolj. Doktor mi je že predstavil kralja Romov v tem koncu. Mlajšik je pri meni na praksi in se malo uči, se veste, praksa dela mojstra, ne? No, meni je prvočasno, že gospod Borut prišel k nam na obisk in če vas smem povabiti na eno kavico. No, če bo hiter. Moment. Ker moramo takoj naprej, se veste kaj, nič ne vemo, kaj nas čaka. Zvolite kar naprej, prosim. Živijo. Ja, Boris, kaj je tole, vse priznanje ali kaj? Ja, to je priznanje, no. Najprej bi povedal, da sem to dobil od gospoda župana po vrsti.
za rešitev tistih 32 ljudi iz gorečega avtobusa. Ja, takrat sem bil pa jaz dežurni, so bile še naše medicinske sestre v avtobusu. Ja, se spomnim. To je tisti, ki je bil karambol, ki je golf šel čist pod avtobus, pa ki mu je vse odpovedal, pa začel gor. Tako, ja. In ko se ti mim pripeljal, kaj? Jaz sem vozil spredaj in sem na to naletel in sem začel kar šipe lomiti. In posel ven zlezel, pa se rešil, ne? No in to moram še, to sem dobil od ministrstva. Od kjerga? Za notranje zadeve. Ja, ja. To mi je velika čast, da sem dobil to. Kako je to? To je pa medalja od ministrstva isto, ko sem dobil. A lahko pogledam? Ja, seveda. So že državne zastavili. Ti bom jaz zdaj kar recept napisal, ko smo lihle. Kaj je pikice? Kaj si bolna? Kaj? Kaj si dobre vole? No, ponosen sem, da imam na obisk gospoda doktorja Zajca, ker se je prepetila ena nesreča na avto odpadu in sem jih povabil na kavo. Povem lahko, da je gospod doktor dober človek, dobrega srca. To sem tudi sproval takrat, ko smo reševali tistih ljudi iz avtobusa, da je bil fleten. In sem tudi ponosen na Boruta, ker je zdaj premeni na kavico. Ti so pa hecni, so tile Romi, ja? Zanimivi, ne? Ja, veš kaj, jaz sem jih že malo spoznal, ne? Ampak to pa nam kol pozabil, ko je eden prišel, pa je rekel, da so ga ustrelili. Sem rekel, kam pa? Ja, prav v glavo, ne? Jaz sem rekel, kje v glavo, ne? Ker sem videl, da je čist lep, bled, zrihtan. Ja, prav, tlele se mi trije zube manjkajo, ne, tlele. Jaz, veš, prvo sem mislil, da se je zlagal, ne. Ja, prav, vse kuglo imam pa tlele v vratu, ne. Ja, pa sem pa res videl, da imate neki viška, razumeš? A res? Ja, res, no, sem rekel, dej, pojed, kele, pa se te prvo leš se hitler, ne. A ne, že sem se bal. Ta pa neč, ta pa pred špegov, ogledalo, pa tiste franže gledal, pa če je lepše, Marija pomagi. Se nisem več se znajdel. No in kaj, jasno, kuglemo res v glav, ne. A pa neč kar hodil je, neč pa ni bilo? Neč, vse v redu, razumeš, edino onga, ki ga je ustrelil, so pol po noč pripeljali za vzem krvi, ne. In se mi on reva smilil, za kva ga je ustrelil. Prav, tle gor me je prišel, tle gor, ne. Jo sem rekel, v redu, sem kam boš pa ti zdaj šel na dop, to vklet, ne. Prav, ni važno, prav sem rekel, ja pa kako, ja prav, mene sem žal, da te tret metek zatajil, ne, ki je ostal živ. Levo, ne. Evo, vidiš, to je pa mesar, moj pacijent, sodelavci, bufet, vse kar češ. Sploh nimamo slabih odnosov. In zmeri se z mesarji, ne vem, sem se dobro razumel. Skozi Kočevje sva se odpravila v oddaljene in osamele vasi daleč od mestnega ropota. Ampak ravno v tem ropotu je doktor na hitro obdelal nekaj starih strank. Videl sem, da se med ljudmi počuti kot riba v vodi. Ljudje ga poznajo kot prijatelja, ne samo kot doktorja. Šefa, ne? Kje Runo? Jaz sem zmeraj sam. Jaz sem zmeraj svoj kolega. To mi je všeč. Kaj ti govoriti? To mi je všeč. Ne, ti bova, ne? Koja scena? Super se mi zdi. In preden je. Kaj ga pokličeš? Ja, super. Evo. Hvala. No, da sem v Kočevju tudi jaz znan kot doktor, to je pa dokazal tale fantek. Končno sva se pripeljala do odročnih vasi, kjer doktor obiskuje nemočne pacijente. Kaj pa je s tem človekom, ki greva zdaj? No ja, ta pa ne more v ambulanto prideti, ima kolena uničena, ne. Hodim pa jaz tako na 2-3 mesece, njemu, ne. Ali pa po potrebi, če me po telefonu pokliče, ne.
Pa pa je to. Čakaj, če mi je zdal, pa to moraš počasi jesti. Ja. To je finta zato, da te imajo vsi radi. Ja, se me imajo. Kako misliš? Ja, jaz sem Borut. Ja, živijo, lega, jaz nimam nič. Ja, Tata sem igral ta pes. se priden. Ja, priden je, ja. Če mu klobasa daš, je ja priden, ne? Zamaze vas vsi. Nič hudega, če me malo se imamo prave stroje. A zdravila bo spet napisali, ne? A knjižico imate? Ja, imam. No, dajte, no, bom jaz kar vam napisal. Vse je toplo danes zunaj. Danes je toplo. Kako pa da imate tam zvonove kar tako obešene gor? Ja, tam so zapaljali, tam je v cerkvu. A je bila cerkev? Ja. Pa so pa zdaj delali, smo to tisto. Kje pa je bila cerkev? Ma tam je na koncu. Aha, a to se je po vojni zažgali? Ja, po vojni. A vas noge bolijo? A kolena bolijo. Od motorja to. Pa mrzlinice je bil, ne, tesar, ne. Aha. Pa sem delal po snegu, pa ta sem pa raje, ne. A tesar ste? Tesar, ja. Ko pa, a z motorjem ste se pa vozili v službo, ali kaj? Pa prepih, ne, znus pa kolena imam. Vse vidite zdravnik. Ja, se k temu moram zmeje sprejeti, se ne morem kamar. Z kuhne, malo pojstlo, pa tlele mečke na sonce, da se kolena greje. No, tole vam bo eden, boste dal, da bo potek dvignil, a ne? Pa če vas boli, pa vzemte, ne, če je prehudo. Kar tako ni Pa treba. kaj se daj za nogo, da boli? Za bolečine sem dal, ja, seveda, se gre v nogo, pa gre v ramena. Ja, pa preveč tablete s tem. Preveč? Pa ja, da, bolj. Ja. Pa počakajte, boste že, ko se bodo zboleli, boste že najdu. Ja. Kako pa zvonijo ti zvonovi? Da. A še zvenijo, ali je kjer počen? Opolne, ja, si. A lahko probam, kako zveni? Lahko, zakaj pa ne? Da, nič narobe. Ne bo, zakaj? Čakaj, sam še to grem probat. No, ledej. Za novo. Na teden koliko leta enkrat, a dvakrat, koliko leta sem. Na mesec dni enkrat pride. Za tablete. Ja, še enkrat ga štartu, ne, ključan se že v redu. Ne skrbi. No, te ošlakljeni, te ni moji najljubši pacijentki, ne. Pa ne noš misli, da je 17 let, 92. 92? Ja, In zakaj najljubša? To je pa popolno mi zaupa svoje življenje. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. A je mama doma, ne? Je. Borut, kar sem stop. Ponovat leži v postelj, kada pridem, a ne? Boste zelo kričati. Kaj, Ančka, spite? Ne spim, nego zotar, kaj ste vi. Ja. Ne spim, ne zakaj. Danes sem bolj bolna, ko sem včeraj bila. A res? Glava me boli. Že zjutraj me začelo zob boliti. A zob? Glava me boli, ako me glava boli, ne vidim tako več, nič ne vidim. Ja, zdaj je že vse v cvetju zunaj, vse cvete, veste. Kaj so prišli sami? Ja, imam te enega, bi rekel, takole mladega zdravnika, ki ga imam na praksi tle. Kaj niste vi? Ja, jaz sem že ampak ga imam še enega mladega s sabo. Mlajšega, ne? Dobar dan. Ja. Dobar dan, ja, jaz sem. Ja, Ančka, zadnje čase malo slab vid, ne? Aha. Ja. Čak, da jaz vidim zdaj,
ta prvi tole, kako kaj srce dela. Dele se najbolj švit. Jebe, moj doktor. Ja, ko imate pa tako vroče roke? Vse sem vroča danes. Ja, pa ste res? Vse sem vroča, vse se me vročina me da. Ja, pa vam pa še vročino zmerila, ste se prehladila? Glavo moja Marija je bila, pa je rekla, da je dobro, pa ne vem. Najbolje je onda. Ne, mama. Dajte, lahko vidite. Lete, pa ne se skrivaj nič. A tako to pride? Ja. Bomo temperaturo merili, Ja, mama. pas da hodite, fajn od. Ja. Pa je res malo vroča danes. Vroče je, ja. Jaz gleda, da je res malo dobila. Ne vem, zjutraj je molila, pa je pa... Ja. Sila radi me imajo, pa še vi me še pa ne reši. To je pa res. Ja, Ja, pa imate vi mene tudi rada, se to je že vem. Ko ćete me kaj djata, ne seli svoje su mulja. Ja. Ja. Ja, Ančka, koliko ste pa zdaj že stara? 92. A je, še ni, ne? Vi ste rekli, da moram do 4 biti. Ne, do 100. Do 100? Ja, toliko časa, a veste zakaj? Zato, da bom pol prišel vam vošet, boste imela 100 let. 100 let živeti. Veke bi bila zdrava, bi bila še 200. Ja, ja. Ali hormoni mi pa ne more še tako dolgo. I se čist zdrav pa ni nobeden, ne? Vsak mu kaj manjka. Vse je res, samo še prav, Ja. kako je. Ja. Daj češ. Ja, zdaj bomo pa pogledali že, da vidimo, če kje vročine. Čak bom jaz pogledal, pa bom pa še pritiskom zmeral. No, se ste dobro držali. A, ja, nič ni vročine. Nima vročine, ne? 36, čisto normalno je. Pa lep preveč so zakurili. Ti reče na smrt. In ne rade ne mremo, ali kaj je svin. Ja, se to ne moramo odločiti, to, kadar pride, pride. Ja. Težkujem, čakate. Ja, ja. Midva z doktorjem so zelo prijatelja, ne mislim prijatelja. Se mu lahko rečem, vse težave pove, on meni, jaz njemi, imam težave in to nam vse da, kar... Če upravljava druge, Tudi kjer kaj upravljava, vse skozi deneva, kjer umre, kjer ne bo umrl, kjer bo... In to imamo midva zelo debate o tem. Zmeri mi je na jajce date, jaz sem pa za kure danes prinesel biskvit, ki sem je malo pokvaril, ampak za kure je dober. Odlično. Ja, sam pošodom me te pomila, da bom vrnil. Smi tako leti, če smi tako leti, da mi glede, ko bo poletje. Kaj čuvam jaz to je, prevelika so flaše, veste, je bila vsaka litra, nima od litrske, ima samo te večje. Kje bojo prelili, če bo treba. Te mlade mi doktori daj enega. Te mali mi, tlamade, une pa skrb. Ja, ali pa obratno, kako ste, aha, žemo, no. A domač? Domač? Te mlade, naš zdravnik bodoči, ne? Vi ste, da bo tale še v penzijo. A je? Jo. Ja vam do smrt delu. To je ta To doktor. je ta razlika med doktorji. A veste, kaj sem jaz pogruntil? To se zapomnim. Jaz sem videl pri rakovih pacijentih bolečine težke, se pol itak se na morfi navadijo. Ampak bolečino ti je treba vzeti in se moraš celo spočiti, da lahko umreš. To sem videl. To noben knjig napiše. Ne moreš, dokler se boriš, a veš, še umrt ne moreš. Se moraš, to je tista zadnja ura. Ki je pa ene zelo težko. No, a sem videl zdaj, to je specialen primer, ne? Ona me čaka, ko pridem jaz spet za 14 dni, čist drugačna, ampak seveda moraš pa vročino zmeriti, moraš priti zmeriti, malo jo pogledati, malo se pogovoriti. To bolj rab, ko vse kar je. Od samih zdravil bi bila že zdavni, to veš kje. No, kar peva naprej. Zdaj sva pa
na eni izmed mojih zdravstvenih postaj. Tukaj sem pa naraj. To hišo je poklonil moj profesor za latinščino, ki me 8 let učil narodu, ljudstvu ali kaj sem kaj. Tole? To je njegova privatna hiša bila, ne, včasih so tudi dajali kaj, ne samo jemali. Tega je zmeri manj. Ambulanta vas. In tle v pritličju imam jaz lepo ambulanto, a ne. Kol pa je pa tlele se vidiš, ne. Takoj za kapelco. Doktor ima res vse žive stvari okoli sebe rad. Ljubasa, kaj? A je? Lej. Res pa dobro svoje, veš. Danes boš pa celo noč želj, se vem. Lahko noč. Ko gledaš? Jaz šel zdaj spat, če ne je bilo tebe, ne? Zdaj pa, moral Ljubljano. No, poglej pa Leno, da boš videl, kje živim. V tej prikolici doktor stanuje, kadar je več dni zapored na terenu. Tamle imam pa solato, tako, kadar pridem, a ne? Cveto vidim. Ja, to je ohrovt. Ohrovt, blitva boš zdajle pa redač. Zdaj sem se videl. A veš, koliko imaš? Koliko? Kaj praviš? Ne vem, 115, 120. Ja. Kje je skozi 65, ja? 105 pa 65, to si nizko tlakaš. A veš, kaj to pomeni? Dolgo živo. Dolgo in slabo življenje. Dolgo slabo? Ja, se imaš nizek pritiska, te nič namot. Ko pa vedem, zaspan. Ja, enak nič namot, ja, zaspan, zelo rad. Ja. Zakaj si rekel, da imaš rad to ambulanto? A veš kaj, tlele je recimo spomin na mojega profesorja za latinščino 8 let, ki me je učil, poliambient tak, a ne, ni tisti vse modern, napet in tako dalje. Tle se nekako sprostim lepo počasne. No, pol ljudje so tudi specifični, v glavnem imam samo starino, ne, koga pa. Če prije kakšna mlada, sploh pogledam, če se ni zmotila, ne. Vprašam, ko tle iše, ne. In tle sem se jaz navadil, to prve 3 mesece ne, ampak veš, pol, čez 3 mesece, če sem imel ambulanti, ker jaz bi rekel, dobim vse tile kufre, kište, omare, vse obvladam, si edina spremenljivka ti, oziroma pacient, ki pride. In se samo na to skoncentriram. Jasno, začnem pa že pri vratah gledati, ne. Zdaj, včasih so ženske v kiklah hodile, če sem videl, da ima otekle noge, to jaz minge, da vidim, ne. No in nekako sem videl, da sem že večkrat diagnozo postavil, pa sem 3 mesece še pol študiral, kako sem jo zadev. Tako da včasih moram prav razmišljati, ne vem, saj sam ne vem, kako. A ne? V glavnem moraš pa iskati, če pa iščeš, pa najdeš, ne. Zdravnik na vasi je precej drugačko po mestu. Ljudje so prijazni, vsi te poznajo in to so dobre strani. Gospa nama je ribe celo očistila, denar sva ji morala pa dobesedno vsiliti. Ja, jaz sem pa mal ribe vzgajal. Prkovačo nama jih bojo pa spekli. Veš, to je velika znamenitost, zelo stara. Ne vem, Certus Svetega Egidija, to je ta... Evo, pa da vidimo. Dobar dan, gospa. Dobar dan. A moža ni doma? Ja, trenutno ga ni. Ko je šel v Ljubljano na pregled, ne? Ja, v Ljubljano na pregled, ja. Tako da trenutno... Ko pa tle tako neki... Ja, tle imamo svinje, svinjaki. Madonna, boren kurat, veš kako je rok, No. Greš prosici gledat? Je, čaki, poslušaj. To je njihov življenje.
In zdaj, če bom jaz uradno prišel gor dol, ne, jaz ne vem kaj, ne, veš, sam to. Moraš se majhen tisk, ki so oni, bi rekel, v tem not, malo pogovoriti, pol druga faza je pa razgovor, ne. O tistem, zaradi česar sem se oglasil, ne. Ja se bolj odprejo. Jaz sem sviril, kako so bili vsi čist drugačen pol, ne. Ne moraš ti to, ker to ne gre pol naprej. Veš, to je pa komunikacije, komunikologije, ne. Se to me zdaj celo študirajo na filozofski fakultet, ne. Dobar dan. Dobar dan, lep pozdrav. To je naš župan občine Osilnice, tako da boš vedel, kdo je to. Pozdravljen. V glavnem, jaz te prvo pridem, pogrem, pa vse posod kamor je treba. Center občine. Kak sta potovala? Kaj pa ima se to vrečki? Ja, hribe sva tamle v Ribeku nabavila, pa bom jaz prosil, če nam boste jih tlele tako naredili, kakor znate. Pa bomo pripravili za vajo, ni problema. Ti, to moraš biti pa kar en konc psihologa, za te ljudi. Kaj, za ribe ali kaj? Ne, za ribe, za te pacijente. En konc, ne. Veš kaj, to ali imaš ali nimaš, ne, v glavnem imamo malo psihologije na faksu, se spomniš, ne. Ne, pa ne mislim tako znanstveno psihologijo, ampak... Ne znanstveno, ne, to je občutek za ljudi, ja. Ja, to pa je tako, veš kako. A ti si se kdaj ukvarjal s tem? Ti se moraš ta prvo s tem pogovarjati z nekom, da veš, kaj hoče on govoriti, ne. Tiskaj noče tako novnač, ne. Na en način mora pa začeti govoriti, da kaj izveš. No, in recimo, jaz sem bil slučajno 2 ali 3 leta dol na psihiatrični bolnici na Rabu, a ne? Na Rabu? Na Rabu. Kako pa da je bila psihiatrična bolnica ravno na Rabu? Ti jo veš, kako včasih je bil tam medvojno koncentracijski lager, ali kaj sem, kaj taborišče po slovenski, ne? A, to je tam v koncentracijskem taborišču? No ja, čakaj, ja, v koncentracijskem, sam ne v tistem delu, kjer so bili zaporniki, ampak tam so bili italijanski oficeri, ne, ker so odlični bloki, dobro grejem, so mislim, da bojo večno tukaj, ne. No in pa sem jaz tam delal, ne. Jaz sem se marsikaj naučil, ne. Učiš se pa tam zelo hiter, ker če nimaš vse v glav, pa če nimaš takole malo oči tudi vzad, lahko kakšno fašeš, ne. In iz tistih izkušenj si lahko zdaj pomagaš pri diagnozah? Seveda, brez skrbi, ja, veš kako, 2-3 leta ti pa tudi kaj pride v glavo, ne. V Milanu piše na portalu več jih je zunaj, ne. Dober tek. Kako vam je teknilo? Zadeva dobro? To je očitno. Še malo pa ne bo več. Še malo škoda, ne? Kako vidim, tukaj imate konje, pa tenis igrišča, pa to, resno mislite s turizmom v tem koncu pa? Ja, nekaj časa se s to zadevo ukvarjamo, ker mislimo, da je narava lepa, da pa tudi vsebina, ki jo pripravljamo za nekaj aktivni dopust, je tudi z naslova konji, tenis, kolesa, pa vodni športi, rafting, kanuji, možnost ribolova, skratka narava, ki je neka najlepša stopnica za 10 let je tista, ki nam malo nudi možnost. Zdravnik v zgornjem toku Kolpenča-Branka pomeni za ljudi, ki so pretežno stareli, zelo veliko. Pomeni mu svetovanje, pomeni mu zdravljenje in v bistvu človek si ne mora predstavljati, da na neki razdalji, ki pomeni iz Ljubljane do Osenice 120 km, bi bili brez zdravnika ali medicinske sestre. To je pravzaprav tista osnova, ki jo v bistvu naša dolina in mala občina bi najbolj pogrešala. In mislimo, da je sodelovanje primerno. Že samo odločitev, da se pride v tak odročni kraj, ni lahko, ni enostavno. In iz te strani mu pravzaprav človek želi še dolgo zdravih let. Zdaj pa, če imaš ti en tak klado, ampak ne v 3 kile macolo. Tako, a kilo? Ne, manj, lahko 1/4 kile. Pol kile, ja. 1/4 kile, da bova midva to prebila, pa si malo pogledaj, kakšne žeble je treba. Tako, pa najdne. Ne, 2 sam, no, se ni treba več.
Ne, dva vzem pa gremo. Medtem ko sem jaz čakal v silnici v ambulanti, je doktor šel po hitrega Janeza. Ni mi bilo jasno, kdo je in kaj namerava z njim. Janez, sliko na pozab. Ja, ne bom, ja. No, pa hladu, pa tiste žeble. Žeble pa imam tudi, žeble. No, prav. Jo, ko se pa ti greš? Bil sem zaloten v svoji nečimrnosti. Nimaš karada danes? No, daj, pustimo slike prbili, ne, tole bolj resno del. Možeš narediti en vtis na ljudi, ne? Ja, vtis se dela z delom, ne, z oblekam, ne. Janez, dober bo. Čakaj, zdaj bomo pa probali. Vište, moj starata še, ki ga je Maksim Gaspari karikaturo naredil leta 25, ne. In tole pa lahko. Zdaj pa v zadnji imaš eno ringco, pa probi, pa malo glede na dol padati, ker tole duplikata nimam, ne. A veš, to je samo enkratno. Dober si vglej, to je od Franca Jožefa I, ne. Z leta 1901, a ne, ki je on diplomiral na Dunaju. Kdo, Franc Jožef? Ma ne, Franc Jožef, moj starata, na veže piše Johan Zajec, ne. Dobro je, za silobo, v glavnem, da ne odolvali. Pa stanje stoji. Težje ni tole. Ja, to je pa zaradi tega pečata, veš, to v džesu rihto, to za edni čas. Dobro je, ti, Janez, ko pa tvoj zdravje, kaj? Moj zdravje tako je zdaj, da sem, ko sem v bolnici januarja, vi ste mi dali mesto na putnico, da kar sem mi popravila, da je kar vrede, ima kontroliran. Pa suh si pa še zmeri, a nič ne ješ, ali kako? Suh pa sem, ja, ko sem dolgo let več bolan, ko bom to stalno bolezen, imam od 65. leta. Več bolujem in samo tako dolgo, ker jaz nič ne pijem, omekar Ljubljani zdravnica. Čak, nič ne piješ, alkohola smisel? Alkohola, ne prijem, da rekla. Alkohola? Sem se v Ljubljani na specialni pregled, pa me je rekla doktorica, a pusti Janeza ali pusti alko. Več je 35 let, več ne vzimam nobene pijače, nekaj ne pijem, neči še, zdaj so pa leta na tu. Kaj pa špeh ješ pa take ste? Tu pa ne, tu pa No, nič. dober, sam da tega ne delaš, ne. Doktorja smo dobili nazaj 5 let in smo ga zelo dobro spoznali, ga smo, kaj nam pomaga nam, zelo je mi tako pometlen dobrih dobor. In še tega nam, tudi nam je prevada nam tudi zdravila nam papire kočevja, in da tu, da ne gremo mi kočeve, imamo 50 kilometrov, tukaj se nam tu je njegova dobra volja, tudi medicinsko sestri imamo, tudi vsake dane pri nas v silnici je, tu je tudi ni avto. In nam zelo dvosteno pomaga nam mladim in starim za kakšne lekcije, pritizmiri, tu vse, kaj rabimo nam. Dan, Borut. Jaz bom zdaj umrl drug let. Sigurno. Sigurno, ne? Zdaj sem že poskrbel poleja, ni luštkan. Stari mami je demonstriral, da sem jaz vajenc, on pa doktor. Ti, a si vsa cepljena skozi dal? Dite perpa, vse tist. Vsem, ne? Ko proti nos tudi cepljen, ali kako? Nisem blen, zmatran sem. A ja, jaz sem vam mislil, že sem spet v diagnozi se Pa nizek pritisk imam, se sem izmeral. Jaz sem mislil, da je cepljen proti lenov. No, ti si... Ja, čakaj, zdaj vam pa... Ne, se v redu, se lahko čepi. Ta zdravnik je najbolji. Kar potrebujemo, vse nam dajo. Vse, kar godište. On je najbolji zdravnik za ošivnico. Leta bo pa še bolje, ko je mlad. A tata mlad? Da. Ja, tale malo zeleno bo cepljen, ampak ga boste že malo zmigali. Dolg spiret, zgodaj greret spat. Pa vem, se boste že seznanili z njim. Kova zdaj tukaj dela? Ja, ne veš, če celo cesto stoji. Kova zdaj? Ja, kva, ne se zaleteti, počak. A ti, ki vidiš nekaj kakšen? Ja, ne. Mogoče še v sred ali pa kakšen drug del, kaj pa veš. Ma ne mirno, nima caj čakati, jaz sem grel maknil. Ne, bom jaz sem maknil. Ni problem. Ni mi bilo čist jasen, kaj bo naredil, ampak 100% sem bil, da bo nekaj uničil. Avto sem raje kar malo nazaj umaknil.
voziti? Kako znam, če jaz imam vse kategorije, ne? Zdaj mi je postalo jasno, zakaj me kar naprej opozarja, kako naj vozim. To, da je doktor umaknil kamion, ni dosti pomagal. Takoj sva naletela na delovne. Doktor se ni dosti sekiral, takih stvari v teh krajih vajen. Vzela sva prtlago in se do naslednje postajanke odpravila kar čez hrib. Šla sva do dveh bratov, ki imata konja starega 35 let. Ti jo tukaj lovijo, akanal? Koga? Če akanal lovijo. Ma kak je akanal, da bi pod pameten, ne? Zdaj še kanalizacije nimajo, ne? A lega, se je doma. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A je brat doma? Ja. Bi ga mi šli malo pogledat, ne? A imaš konja doma ali si ga dal na poslu? Telo ga je šel belce, za medveda. Kako za medveda? Je crknil? Crknil. Pa zakaj pa je crknil? Zakaj? Stal je bil 35 let, pa 60 let. Pa sem več mislil, 2-3 leta, da bo crknil. No pa enkrat mi je konec. Ja, se ni imel, sem slišal, nobenega zuba več, ne? Pa sem? Nobenega zuba ni imel več. A je, ne, še je že. Ne, zube je še imel. Še je, no. A pa je pa res od starost crknil. Si postavil. Pa kje pa se je to zgodilo? Še dol, pod kapelca, na 100 metrov nižje. A kako, sta vlekla? Vlekla smo malo na gumo, pa jaz sem dol padel. In gotovo? Gotovo. A ti je bilo hudo, ne? A, te sem vedel, da bo crknil. A, seveda, ja, no prav. No, gremo zdaj še bratu not malo pogledati, ne? Ko je že vstal? Ravno si že vstal? O, ne, rano samem. Kako? Da zgodaj samem. Kdaj je to? No, 5. Kdaj ješ pa spat? Padne pa ob 9. S kurom, ne? Ne, kure grejo prej. Kure grejo prej. A kure grejo prej. No, prav. Pa jaz malo pogledal še se. Dej, sem slab. Jaz sem tako slabo. No, dej ti poglej, ja. No, se vse. Jaz priliš slušam. A? Da ne, zdaj sem potrebno, priliš slušam. Dobro slišiš, ne? Dobro, ne, da bo prilično. Prilično. Viš, prilično, to je beseda. To pa še, ja, tako. Zdaj pa primer bo, čakaj. Primer bo. Se nič ne slišiš. O, štofelčki. Štofelček, to bi mi dva lahko spravila. Dol k Danici bi prišel, pa bi lepo uštimal. Ah. Kaj? Ne tako potreba. Kako pa radio poslušaš, pol? Prosim? Kako radio poslušaš? Opet slišam cuku. Radio pa slišiš, ne? O, da. Sam mene je bolj slab, vem. Prosim? Ja, vem, da... Vas bolj slabo, zakaj? Ja. A veš tist, ki sta šla dva ribe lovit, ki je enega vprašal, greš ribe lovit? Ne, ribe grem lovit. No. Prav jaz sem pa mislil, da greš ribe lovit. Sta se kar cel dopoldne pogovarjala. Koliko si zdaj star? 80. Ja, pa res dobro slišiš. Kako pa vidiš? Vidim bolj slabo. Ampak mene vidiš zdajle. Prosim, vas. No, pa vreda, deva šlom dol, ja. Čakaj, so me noge bodo... Zdaj? Švica je noge bodo... Nič hudega, če ti se meni tudi. Evo. Čakaj, da vidim. Daj hlačnico gor. Ma vse je dober, poglej, se ni nič vode v nog, to pa srce še dober dela. Ja? Ja. Ta je malo debela včasih, ta. Kjera? Ta leva. A veliko bolj kot ta? Ja, ta ni nič, mislim. Pa to pokaž, ne? To je še dober, pumpa dela, vidim. Jedej. To je dober. To nekaj debelega, tu imamo leta in leta. To so pa kosti, to ni nič. No. Ne, nič ti noge ne zatekajo, fino, ne? Lahko vam povem, da zaenkrat ni boljšega, jaz boljšega zdravnika ne potrebujem. Zame, da spojažen, naredim vsakega prosim. Ja, jaz pa gledam tako, ko mi vas pove. Vas me v uslugu me ne vsakega prosim, drugo pa kaj še dobro povedati. Ta dan je čakal še en pacient. 99-letni borec za severno mejo, eden od 7 še živih. Vsa ta lepota narave je romantika.
Pomislil sem pa, kako doktor opravlja svoje delo po zimi, ko so vse te gozdne poti zasnežene. Ja, no, takole pregleda, ne, v glavnem so te samo stari ljudje. Mladi so odšli s trebuhom za kruhom, eni do Kučeva, eni do Ljubljane, eni preko meje v Nemčijo in vse te stvari. V glavnem jih obiskujejo, malo skrbijo za njih, občasno se srečujejo. V glavnem so pa vsi starost doživeli, v glavnem v revščini skozi, pa delali so. Tako da bi bil tisti standardni recept za dolgo življenje delo, pa malo manj so jedli, ne, kot danes, ne. Zdaj pa, kaj bo s tem krajem, jaz razmišljam takole, ne. Kaj sem vsak let je kakšnega manj, ne. Do moje penzije, po moje, jih bo že zelo malo. Pol pa, kaj sem, mogoče bo to kakšen neregistriran narodni park, ne vem, jaz mislim, da bo kar tako. Je pa tle raj za lovce, a ne? Se morajo vsako njivco ugraditi, srne, jeleni, divji prašiči, čas pa tudi medved z otroca, ne? Medvedka seveda, ne? Tako da bomo videli, kaj bo, ne? Živi bili pa videli. Tako kot kaže, doktor Zajc ne bo rabil naslednika v teh krajih. Preden bo on prišel v penzijo, bo najbrž tole že vse prazno, razne divjadi. Bolj prav bo prišel en veterinar, ki pa zdravnik. Ampak videl sem pa tudi, da je mogoče celo bolj pomembno za te ljudi, kot pisati zdravilo, pa se iti vrhunsko medicino, da je tukaj nekdo, ki jih poskuša razumeti, pa da mogoče bolj rabijo sočloveka, kot pa sam zdravnika. Odklop reči bi bilo pa nevljudno. To se pravi, 6 let pa boš to. Produkcijska skupina Manga. Strani se me odkloni.